Dober dan, dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Za danes sem se odločil, da bom kar na podcastu odgovoril na eno vprašanje od sledilca, ki ga sicer dobim večkrat od večjih sledilcev, sem že dobil podobno vprašanje, ampak to je bilo malo bolj specifično, pa se mi zdi, da bi bilo, oziroma da lahko komu pomaga, če ga razjasnim še prek videa, malo bolj v besedah, ne samo da pač odgovarjam prek Instagrama, kjer pač je itak omejeno, koliko lahko odgovorim. In sicer vprašanje se glasi, da bom kar prebral, da nekaj zaserim. Hujšanje oziroma deficit pri vzdržljivostnih športih. Naprimer, meni je ful težko biti v deficitu, ker vozim bike 5-krat na teden in če ni neka cona 2 ali kaj podobnega, moram ful jest, drugač noge ne dajo. In pol porabim toliko, ko pojem. Težko je. Čeprav vsak deficit je slej ko prej težek, a ne? Ok, dobro vprašanje, pa si pogledamo, kaj je fora. Zdaj, v prvi vrsti po moje je najboljše, da povemo, kaj se sploh zgodi, ko mi povzročimo deficit. Prva stvar, ko se zgodi, je vsekakor pogojena v evoluciji in pač mimo tega ne moremo. In sicer telo na primanjkljaj hrane odreagira z nekim stresnim odzivom. Zdaj, to je zaradi tega, ker telo ne zazna, a je deficit načrten ali pač v našem okolju primanjkuje hrane. In pač evolucija je pač naredila naše telesa na tak način, da pač noče imeti primanjkljaja hrane, še posebej ne kronično, kar je logično, in pač odreagiramo na tak način, kot odreagiramo. Zdaj, prvi fiziološki odziv, ko bo se povišal nivo grelina, pa se bo znižal nivo leptina. To pomeni, grelin je hormon, ki povzroča lakoto, oziroma ki regulira nivoje lakote. Leptin je pa hormon, ki regulira nivoje sitosti. Zdaj, več ko bo leptina, načeloma bolj siti smo, več ko je grelina, načeloma bolj lačni smo, oziroma občutek lakote je višji. Še ena pomembna stvar, ko se zgodi, naprimer, ko mi naredimo deficit, je primanjkljaj oziroma pomanjkanje energije. Zdaj, to je spet normalen odziv telesa, pač telo, načeloma po mojem mnenju, je ultimativna naprava, ki deluje na učinkovitosti, oziroma ultimativna učinkovita naprava. In ko bo telo zaznalo, po parih dneh se to že zazna, rečemo po enem tednu načeloma kaže raziskave, da telo že tudi primanjkljaj hrane regulira s tem, da zniža nivoje energije. Pač manj energični smo. Zdaj, to se najbolj prepozna pri nas, naprimer, ko moram za vsako stvar nekaj mahati z rokami, ali pa z nogami, ko namesto tapkamo, ali pač take podobne stvari, ta mikrogibanja. Ta mikrogibanja se bojo najhitreje opazno zmanjšala. Pol se pa zmanjša tudi, pač, kolikrat se ti da vstati čez dan, kolikrat se ti da iti po vodo, kolikrat se ti da iti na sprehod. Take stvari se zmanjšajo. In to zaradi tega, ker pač je primanjkljaj hrane in telo pač reče, ok, jaz pač imam dosti hrane, bomo zmanjšali prvo ta mogoče malo manj pomembna opravila, pa bomo videli, kako se da pol naprej iti. Se pravi, pomanjkanje energije na kalorijskem deficitu je pričakovano. Ni normalno, je pa pričakovano. In zdaj tu takoj lahko seveda tudi to pomanjkanje energije povežemo tudi, ko je bilo, mislim, da v vprašanju, da se mu output zmanjša na treningih, oziroma mora goniti cono 2, če ne, je takoj preveč. To je logično, zaradi tega, ker bo tudi mišični output zmanjšan, centralni živčni sistem bo manj poudarka dal na to, da bojo mišice zmogljive, ko pa na iskanje hrane. Ok, to so v bistvu te glavne stvari, ko se zgodijo. Se zgodi še milijon različnih stvari, ampak so vse spet bolj, ko bom šel zdaj komplicirati, bolj bo vsaka stvar specifična konteksta, teda zdaj ne bom dolgo vezal, pa bomo šli kar naprej. In sicer, kako lahko reguliraš to upadanje energije, višanje apetita, izboljšanje počutja. Prva stvar, ko bo tule pomembna, je, kako močen kalorijski deficit sploh imaš. Zdaj, kalorijski deficit za hujšanje je potreben, mimo tega ne moremo, ampak lahko pa reguliramo, kak kalorijski deficit bomo mi naredili. In sicer, to mi je bilo pomembno izpostaviti zaradi tega, ker se še vedno klasično poudarja. Ja, ko začneš z kalorijskim deficitom, začni z 500 kalorijami. In kar vsi naredijo 500 kalorij deficita in zdaj enim se zgodi nekaj, enim se nič ne zgodi, eni se še zredijo, eni zgubijo preveč mišične mase. Zdaj, zakaj se to zgodi? Predstavljaj si, da imaš, na eni strani imam punco, ko ima 50 kg, dnevne porabe ima 1500 kalorij, zato da bo lažje računati. In če zdaj jaz znižam 500 kalorij v prehrani, bom dejansko vzel 33% dnevnega njenega vnosa. Medtem ko imam na drugi strani enega 100-kilskega crossfiterja, ko pokuri 5000 kalorij na dan,
pa njemu zmanjšam kalorije za 500 kalorij, bom naredil pa 10% deficit. In zdaj, lahko se samo vprašamo, kdo mislimo, da bo bolj optimalno hujšal oziroma izgubljal maščobno maso, kdo mislimo, da bo dlje držal plan prehrane, pri katerem je verjetno adherenca najbolj pomemben dejavnik, ki bo nadzoroval, kako bomo hujšali, pa kdo se bo boljš počutil, kdo bo imel boljšo kognicijo, kdo bo imel več energije čez dan. Mislim, da to ni težko ugotoviti, glede na to, da smo punci zmanjšali za tretjino hrano, medtem ko smo za 10% zmanjšali sam crossfiterja. Teda, kalorijski deficit na prvem mestu bo pomemben, kako močen bo. Ok, in pol druga stvar, bosta pa v bistvu dve stvari, ko se itak prepletata med sabo, in sicer kvaliteta spanca in količina hranil. Zdaj, kaj jaz skozi poudarjam že po moje 2, če ne celo 3 leta. Včasih sem mogoče celo malo norčeval iz unih volumenskih obrokov, ko se toliko promujerajo še vedno, se mi zdi, da še kar vedno bolj uni beljakovinski obroki, ampak dejansko hočem pač pokazati en svoj point. Ti, kljub temu, da moreš zmanjšati vnos hrane iz vidika kalorij, zato da lahko hujšaš, ni nujno, da zmanjšaš tudi vnos hranil. In zdaj iz vidika hranil govorim predvsem o mikrohranilih, to so pa vitamini pa minerali. In tule pridejo v igro prehranska dopolnila. Prehranska dopolnila bojo tu stvari zelo olajšala, zaradi tega, ker pač volumenski obrok je samo volumenski obrok, ni nujno, da je hranilni. In sicer, ja, raztegnil bo želodec, dal ti bo tisto občutek, dal bo občutek mehanoreceptorjem, da si ti nekaj pojedel, da si sit. Beljakovine bojo mogoče podaljšale občutek sitosti, ampak na dolgi rok se to ne bo dalo ohraniti, če boš imel ti primanjkljaj hranil. Se pravi, v prvi vrsti skrbi, da boš kljub kalorijskemu deficitu zadev količino hranil, mikrohranil predvsem, ko jih tvoje telo na dnevni ravni potrebuje. In zdaj, to ne samo, da bo izboljšalo spanc, zaradi tega, ker boš ti imel dosti mikrohranil, bo spanc bolj kvaliteten, spanc bo pa povzročil, da bo asimilacija mikrohranil, predvsem mikrohranil, pa tudi hranil drugih, bolj optimalna. Pač bolj kvaliteten, ko bo spanc, načeloma bolj kvaliteten bo tvoj life že nasploh, še posebej, ko bo kalorijski deficit. Pa tudi ta količina hranil. Količina hranil je bolj važna za regulacijo, kako boš ti sit med hujšanjem, pa kako boš ti imel energije med hujšanjem, ko pa sam kalorijski deficit. Zdaj, spet, če imaš ti optimalne nivoje hranil, si lahko privoščiš bolj močen kalorijski deficit, pa boš zgubil manj mišične mase, pa več maščobne mase, ko pa če bi imel manjši kalorijski deficit, pa višji primanjkljaj hranil. Zdaj, to je spet taka specifika, ko se bi lahko samo v enem podcastu samo na to osredotočil, da zdaj šel tule naprej, zelo ne dolgovezim spet. V glavnem, hranila in kvaliteta spanca so takoj na drugem mestu za močjo kalorijskega deficita. Ok, in zdaj je tu še zadnja stvar, tretja stvar v našem primeru, zdaj se bom posvetil sam še zadnji stvari, ki pa je tudi predvsem pri vzdržljivostnih športih, ko imamo zdaj primer, zelo pomembna. In sicer timing hranil, oziroma predvsem timing ogljikovih hidratov. Ok, in zdaj tega timinga hranil se lahko lotimo na več različnih načinov. Zdaj, najbolj enostaven pa najbolj optimalen za večino populacije bo time restricted eating, to sam delam zdaj že 4. ali 5. leto. Ampak danes se bomo osredotočali samo na timing, ne na različne tehnike, kako lahko timing povzročimo oziroma naredimo. Teda grem tule kar naprej. Če koga zanima, za kaj time restricted eating mogoče najboljša opcija, ne me kontaktira zasebno, vam odgovorim na hitrico ali vam mogoče celo naredim en podcast za sebe še na to temo. Ok, prva stvar, ki je pri timingu pomembna je, da si, če imamo zdaj, rečemo, da ima on en trening s biciklom tekom dneva, da si okoli tistega treninga prilagodi količino hranil, ki bojo podprla te trening. In zdaj, pomembno bo, da pred treningom zagotovimo, da bo v krvi dovolj glukoze in aminokislin. Zdaj, glukoza pa aminokisline v krvi bojo gorivo predvsem za centralni živčni sistem. Zdaj, centralni živčni sistem pa nadzoruje, kako hitro se mišica krči, kako močno se mišica krči, kam grejo hranila, nadzoruje tudi kognicijo, se pravi v bistvu
kako si ti zagnan pač med treningom, oziroma kako si ti skoncentriran med treningom, a se ti lušta trenirati, ali se ti ne da trenirati. Se pravi, psihična komponenta tu je vsekakor zraven, če si ti nafilan z aminokislinami pa z glukozo v krvi. Zdaj, to lahko poskrbiš na tak način, da določeno število časa pač pred treningom jeze, odvisno je spet od obroka pa od specifike, a boš jedel 2 uri prej, a boš jedel pol ure prej, ali tik pred treningom, takrat je mogoče najboljš nekaj bolj tekočega, kak pre-workout spit, pre-workout, ko si ga sam narediš, ne pre-workout, ko je sam nabit s kofeinom, ampak spet, to je spet taka specifika, da bomo šli drugič v to. V glavnem, pred treningom poskrbeti, da imaš glukozo in aminokisline v krvnem obtoku. Med treningom se bolj kot ne za mišice porablja itak samo glikogen, ki je naložen v mišicah. In tule prijemo zdaj na drugo stvar, ki je suplementacija ogljikovih hidratov med samim treningom. Zdaj, to bi jaz naredil čez trening, kar predvidevam, da tudi to gorsko kolesarjenje, pa to bo trajalo več kot 1 uro ponavadi. Se pravi, kakor je trening več kot 1 uro, tam od 75 minut dalje, tam bi jaz začel suplementirati ogljikove hidrate med treningom in zato so najboljša stvar, po mojem mnenju, še vedno geli, še posebej, če si gelov navajen. To bo zdaj poskrbelo in da bo spet centralni živčni sistem bo imel skozi glukozo v krvi, ki jo bo lahko izkoriščal pač za svoje akcije, ko jih mora delati, plus prevzem glukoze v mišice se tudi med treningom malo poveča, zato ko je pač več glukoznih transporterjev prostih in pač lahko bolj učinkovito filaš mišice, če tiste mišice rabijo glukozo. Ampak tako sem prej rekel, večinsko bojo mišice porabljale glikogen, ki je shranjen v mišicah. Zato je tretja stvar iz vidika podpore timinga, oziroma iz vidika podpore treninga s timingom, ta zadnja stvar. In to je shake oziroma obrok, ki je regeneracijski obrok, direktno po treningu. In obrok bo nadzoroval, se pravi, obrok po treningu bo nadzoroval, kako učinkovit bo naslednji trening. Ne samo, kako boš ti podprl procese regeneracije tega treninga, ko si glih zdaj naredil. To je pa to odprto okno, ko veliko kdo še vedno ne loči. Imaš odprto okno pa okno priložnosti, ali pa kakorkoli bi pač to poimenoval, ne vem, pa anabolno okno je še. Zdaj, anabolno okno je iz vidika beljakovin in mišične mase in to načeloma je bilo že večkrat pokazano, da ne obstaja. Oziroma ne obstaja. Ni relevantno. Pol imamo pa odprto okno oziroma okno priložnosti, kakorkoli bi ga poimenoval. To pa je bilo že večkrat pokazano v literaturi, da deluje in v praksi se vidi. Zdaj, to odprto okno oziroma okno priložnosti, to pa pomeni, da ti v roku 30 minut po treningu zaužiješ določeno količino hranil, predvsem ogljikovih hidratov, da boš za ponovno nalaganje glikogena in glikogenskih zalog v mišice. In zdaj kaže se, da če zaužiješ tudi obrok v roku 30 minut po treningu, lahko naložiš do 20% več glikogena v mišiče, ko pa če nek obrok poješ šele v 2 urah po treningu. V istem časovnem obdobju. V istem časovnem obdobju boš naložil več glikogena, ko pa bi, če bi čakal 2 uri po treningu pa šele pol jedel. In zdaj spet, tudi regeneracijski obrok in shake mora biti seveda prilagojen pač intenziteti, ko si jo delal, tvoje specifikacijam, kar pač imaš, koliko imaš tvojo razporeditev makrohranil čez dan. Zdaj, nek najboljši okviri bi bili, da tam približno 30 do 40% ogljikovih hidratov, ko jih imaš na voljo čez dan, jih zaužiješ po tem treningu, oziroma rečemo okoli tega treninga. Se pravi, si jih lahko razdeliš tudi na pred treningom, med treningom, po treningu, zdaj, ko si v deficitu. Ampak spet, to so take specifike, da bi mogel za vsakega posebej pol prilagoditi. Bom pa zdaj naprej posnel še recept za shake, pa bom del videa delil samo v Patreon skupino, pa če te zanima recept za regeneracijski shake, se lahko pridružiš v Patreon skupino, kjer imaš tudi zdaj za 3 leta objav, vsak teden vsaj 1 objava oziroma članek, teda če te zanima glede prehrane, treninga pa lifestyle nasploh, se lahko pridružiš pol v Patreon skupino. Ok, in zdaj imamo shake, ko smo ga mi zdaj zaužili, bo povzročil, da bo nalaganje glikogena bolj optimalno, še posebej v kalorijskem deficitu, kar pomeni, da boš naslednji dan, ko boš šel na trening, boš imel več naloženega glikogena, kar pa pol nadzoruje to, da lahko greš intenziteto več kot cono 2, nadzoruje tudi tvojo psihično komponento, se pravi, koliko lahko ti efforta daš, in kako dolgo lahko tisti effort držiš glede na pač pol, kako dolgo traja tvoja tura. Več glikogena, ko boš imel, dlje boš držal višji effort. Dejansko to naredi.
Se pravi, tudi timing ogljikovih hidratov po treningu je zelo, zelo, zelo pomemben v zgodbi, ko hočeš ti vzdrževati nek performance vzdržljivostnih športov na deficitu. Še vedno imej v mislih, dlje, ko boš imel deficit in bližje, ko boš v neki svoji idealni teži, ko jo hočeš doseči, bo imelo vpliv na performance. Ne moreš pričakovati, da bo zdaj performance, mogoče lahko pričakuješ, da bo performance stagniral, ne moreš pa niti približno pričakovati, da boš povišal svoj performance. Če boš povišal svoj performance na dolgi rok na deficitu, pol si verjetno nekaj delo prej narobe, ko nisi imel deficita, ko si imel nek suficit oziroma kalorično prehrano. Teda, pač mimo tega ne moreš. Performance se bo znižal oziroma verjetno stagniral, če si vse naredil optimalno. Ok, in zdaj je to v bistvu to. Tule sem si zapisal, da gremo zdaj čisto po vrsti na povzetek še za vse, ko se jim ne da poslušati videa, pa sam preskrolajo na koncu, da vidijo povzetke. V glavnem, v prvi vrsti smo rekli, da deficit naj ne bo premočen. Se pravi, ciljamo nekje na 10 do 15% na začetku, dokler da ne vzpostaviš tvojih bazalnih nivojev in pol vidiš naprej, kako lahko reguliraš performance. Druga stvar je bila ohranjanje količino hranil v prehrani in kvaliteto spanca. Zdaj to sta, tako sem rekel prej, dve stvari, ko sta itak pač nista vsaka ena bo vplivala na drugo, zato sem jih dal tudi skupaj. Tretja stvar, timing hranil. Rekli smo, da potrebuješ predvsem dober regeneracijski shake oziroma obrok. Bo pa tudi pametno trening podpreti s hranili, tako da med treningom poješ nekaj pač glukoze oziroma da pač dovajaš glukozo med treningom, pa da pred treningom poskrbiš, da imaš glukozo in aminokisline povišane v krvi. Zdaj pa na kak način boš to naredil, je pa čisto tvoja stvar. Pa še zadnja stvar, to pa v bistvu nisem tako ful omenil tudi podcast, ampak je tako logično mi, da sem mislil, da jo pač bo imel vsak pokrito, to je pa hidracija, zadostna hidracija. Oziroma v tem primeru lahko rečemo kar optimalna hidracija. Ker optimalna hidracija bo isto nadzorovala, prvo kot prvo bo nadzorovala ravnovesje elektrolitov v telesu, kar bo vplivalo na mišično kontrakcijo oziroma na mišične kontrakcije, na mišični performance, na kognicijo, vplivalo bo na počutje, vplivalo bo na nivoje dnevne energije, vplivalo bo na performance na treningu, če še nisem rekel. Tako da, optimalna hidracija je spet baza, tako načeloma kvaliteten spanc oziroma pač nasploh, da imaš celoten tvoj plan nekot optimiziran in prilagojen za tebe. Bom pa tudi v opis delil še eno objavo, ko sem pisal za hidracijo med treningom, pa mislim, da za optimalno hidracijo čez dan, bom še to delil, če koga zanima, da vidi, kaj sploh pomeni optimalna hidracija za vsako osebo specifično. To je v bistvu to za danes. Probal sem čim prej odgovoriti, čim bolj na kratko, pa čim manj specifično, zaradi tega, ker če bi hotel iti v specifike, bi lahko naredil za 1000 ljudi, 1000 različnih teh videov. Teda, to je to. Se vidimo v naslednjem videu, upam, da je bil tudi video kaj v pomoč. Ajde!